predstavi se reče sicer Zaciklani. Zaciklani, govori pa o ljubezni in ženskah. Pač o nekem obdobju, ko pač svet od tebe pričakuje, da že imaš kaj za pokazati, v smislu partnerja. Kdaj je to? Pa se mi zdi, da tam nekje po 30 te že malo čude gledajo, če nisi ravno. Pa to je besedilo, ki je nastalo pod peresom koga? Jane Shepherd. Kje ste jo pa najdli? Ko sem bila v New Yorku. Tistega leta. Bila sem v New Yorku lansko leto. Ja, 2007. In v bistvu sem, prav ker sem se s Petrom že prej nekako pogovarjala, da bi rade nekaj naredile skupaj, sem v New Yorku bila še posebej pozorna na kakšen tek za dve ženski. In sva bila z mojim pribožem v eni knjigarni in mi je tako dal eno knjigo, ki je pisal Kick-Ass Place for Women. In je rekel, daj tole malo poglej, ne? In sem začela tole prebirati in sem kar celo v knjigarni prebrala. Aja? Armina, ne? Točno tako. Wow, me sam tako denar zaskočil, prav? Seveda. Te so pa res čudovite, a? Lilije iz ogrevanega rastlinjaka. Wow. Drago, a? Tole se je pa zelo dobro začel. In se mi je zdelo, da to bi pa znali biti to. To je to. To bi znali biti to, kar iščeva. In pa še v preizkus Petri dala. Petra, kako si pa ti reagirala? Ja, meni se je zdelo zelo fajn, super, da je to zadevo prinesla Iva iz Amerike. Zelo me je pritegnilo, ker je tako sodobna zadeva. Urbana, sodobna zadeva. Ne, res no, jaz že 6 mesecev nisem bila na nobenem sminku. Že 9 mesecev nisem spala z moškim in za danes mi je prijateljica iz službe zritala, da se dobim z nekom, ki mi pošilja zelo drage lilije iz ogrevanega rastlinjaka, da ne omenjam, da sem skušala za 3 kile, da sem malo zlezla v tole obleko, tako da čutim, da se stvari obračajo, mislim, da bi morala tudi. Pravzaprav res, da govori o dveh ženskah, ampak pravzaprav meni še bolj govori o dveh posameznikih, kdorkoli bi že to bil, v enem urbanem svetu, ki se srečata in malo začutita v bistvu to neko osamljenost, v kateri živimo v enem takem sicer natrpanem mestu, kjer hodimo pravzaprav en mimo drugega. A pa se vama zdi, da je ta zgodba tako zelo pogost fenomen med sodobnimi ženskami, se pravi iskanje ene take ljubezni, idealne ljubezni ali pa idealnega partnerja po 30-ih ali pa v 30-ih? Jaz mislim, da v enem obdobju rehaš iskati idealnega. In sem najdeš partnerja. Ti pač, ja, veš, ti prijazniš, da. No, ampak tlele gre za neko srečevanje enih predsodkov, tudi za srečevanje dveh žensk, ki se sicer razen po takem naključju, kot je tle v drami, ne bi srečali, ne? In s tem v bistvu ne bi pa vedeli, kaj zamujate s tem, ne? Da se niste srečali. Tako da kakšne nepričakovane stvari, ki so zunaj naših predstav o tem, kaj potrebujemo, ne? So lahko veliko bolj to, kar mi potrebujemo, kot tisto, kar si predstavljamo, ne? Ne, pismo, no! Pa ne gre se tega, pa jaz sem ji povedala, da se tega ne grem, ubila bo Marijo, res. Ubila bo tako, da ne bo reči, jaz sem ji povedala, da se tega ne grem. Ubila bo njeno zbrojeno glavo, bo obesla vat skozi okno pisarja neizrane slumajo oči. Mislim, oni njeni prijatelji poznajo tega tipa, ki je tako prijazen, ki je bil tako primeren zame, se lahko se skupil tak red. Koliko časa ste se pa pripravljali na samo predstavo? V bistvu sva si vzeli kar dosti časa, to pa zato, ker nič ne veva, kaj naj jo še zraven, ker so obe zaposleni v drami, kakšne obveznosti naj jo tam čakajo. Tako da sva rekli, da tole v bistvu to je res, mislim, za naju, da se imava fino in nisva želeli, da bi delali pod kakršnim koli pritiski, tako da sva že spomlad se dobivale, počasi prebirale, postavljale. Hodile na kave, čakale o ženskih problemih. Tudi prečakali smo kar dosti. Ja, preživima, lahko vzameš tole in
daš ne vem komu sirotišnici ali pa kaj, ker jih nočem vzeti. Mate ne rabim jih, ne rabim jedni zveko na svetu, ne rabim seksa. Postala bom nuna in se bom pa preselila na Aljasko, kjer je dovoljen seksati s psi. Premiera je v nedeljo, tukaj v Cankarjevem domu, v dvorani Duše Počkaj ob 8.